Gospod Uroševič, lahko prosim poveste, zakaj policisti danes stavkajo tukaj na mejnem prehodu Obrežje? Po odločitvi policijskega stavkovnega odbora smo se odločili za zaostritev posameznih stavkovnih aktivnosti. Ena od teh je temeljitejše pregledovanje in pa upravljanje nalog na mejnem prehodu, predvsem na terminalu tovornega prometa, in sicer na mejnih prehodih Obrežje in pa mejni prehod Gruškovje. Pričeli so kolegi in kolegice, ki izvajajo te stavkovne aktivnosti, so z njimi pričeli zjutraj, okoli 8 ure, in do sedaj se je že zaradi teh aktivnosti nabrala dosti dolga kolona, tako pri izstopu kot vstopu v Republiko Slovenijo. Bi vi morda kaj dodali? Ja, absolutno. Če se že pogovarjamo o stavki, pričakujemo, da bo končno vlada pristopila z resnimi predlogi, da končno rešimo in zaključimo tole stavko. Ste lahko bolj konkretni, kaj torej pričakujete, kaj torej zahtevate? En pameten predlog, da se bomo lahko o njemu sploh pogovarjali, ker do zdaj pametnih predlogov, konkretnih predlogov za rešitev naših zahtev ni bilo. Uroševič, mogoče malo spomnite, kakšne so še odprte zahteve, tiste najbolj nujne? No, najbolj bistvene so ustrezno vrednotenje policijskega poklica in pa predvsem vrednotenje tistih prepovedi in omejitev, ki jih drugi poklici nimajo. Prav zaradi trenutne situacije v javnem sektorju, ko je plačevanje po neki uravnilovki povzroča in obstaja resna nevarnost, da čez nekaj let več ne bo primernega, zadostnega kadra, ki bi lahko skrbel za našo varnost, za varnost državljanov in pa predvsem za varnost Republike Slovenije kot države. Danes vemo, da policija pravzaprav ne more tako stavkati kot kakšni drugi poklici. Mogoče lahko poveste konkretno, kaj se danes dogaja na obeh prehodih, ki ste imeli tukaj s tovornjaki od zadaj? Ja, absolutno. Policisti izvajajo vse svoje naloge v skladu z zakonom in tudi šengenskimi standardi, samo temeljiteje izvajajo kontrolo. To pomeni vsak tovornjak ali? Seveda, absolutno. Ko smo se pripeljali na Obrežje, smo opazili, da so tudi tovornjaki stojijo v smeri izven Slovenije. Zakaj? No, to ne vem, zakaj. Ne vem, mislite, tako, ja. Zaradi tega, ker se izvaja ta stavkovna aktivnost na vstopu in izstopu, to sem tudi uvodoma povedal. Zdaj, glede na to, da je na izstopu zaradi verjetno včerajšnje omejitve prometa, tovornega prometa, verjetno zaradi tega malo krajša kolona, bo pa vsekakor daljša, glede na to, da kolegice in kolegi tudi na izstopu izvajajo povsem identične naloge kot pri vstopu. Koliko časa bo trajala ta oblika stavke na obeh mejnih prehodih mednarodnih, ki ste jih imeli, Gruškovje pa Obrežje? Ko bomo dobili pameten predlog od vlade, do takrat izvajamo aktivnosti, oziroma če bo potrebno, bomo tudi zaostrili oziroma stopnjevali. Kako pa mogoče še glede kadrovske politike, oziroma kako je s policisti? Imamo dovolj policistov na mejah? To je vprašanje predvsem za tiste, ki policijo vodijo, vsekakor pa člani in članice obeh sindikatov, ki dnevno izvajajo te naloge, dejansko delajo na nek dodaten pogon, bi lahko rekli, zaradi same pripadnosti poklicu in pa predvsem zavedanju, da prav na mejah branijo tako ne samo državo, ne samo nas vse, ampak tudi svoje lastne družine. Mogoče še se dotaknemo plač policistov. Je tukaj še vedno, če lahko tako rečemo, velik razkorak med tistim, kar je bilo obljubljeno pri prejšnjih vladah in to, kar ste nekako po drobtinicah, če lahko tako rečemo, dobili od zadnje vlade. Je še tukaj kakšen primanjkljaj? Kakor imam tudi jaz v spominu, v bistvu nobene ponudbe nismo dobili glede samega višanja plač, tako da ni nekega razkoraka. Je pa res, da ta ponudba, ki je bila zdaj na zadnje dana, je celo nižja od tiste, ki smo jo imeli v marcu mesecu. Skratka, rekli ste, stavka bo trajala, dokler se vlada ne premakne. Vsekakor bo stavka trajala do sklenitve stavkovnega sporazuma, sama zaostritev pa do takrat, ko se bo
za to odločil policijski stavkovni odbor, kajti nenazadnje mi ne samo, da z stavkovnimi aktivnostmi hočemo premakniti vladno stran, mi tudi v samih izvajanjih teh nalog moramo skrbeti tudi za tiste, ki naloge upravljajo. Tako da, ko bo policijski stavkovni odbor ocenil, da je zaostritev dosegla svoj namen ali pa da zaradi tega dodatno pregorevajo kolegice in kolegi, bomo tudi ta ukrep omilili. Mogoče sam še lahko poveste, danes se gledajo torej vsi tovornjaki, kaj to pomeni, kakšna je zdaj čakalna vrsta za voznike tovornjakov v primerjavi z ostalimi dnevi, ko se pa ne pregledujejo vsi tovornjaki? V bistvu, preden smo začeli stopnjevati to našo aktivnost, je bila nekje čakalna vrsta okoli 2 ure, zdaj pa mislim, da se je premakala nekje na 4 ure, 3 pa pol 4. Mogoče veste za Gruškovje? Mislim, da je pa tam celo nekaj čez 4 ure, 4 ure pa pol. V zadnjem kontaktu, sicer pred pol ure smo kontaktirali, glede na to, da so tam tudi kolegi, ki izvajajo stavkovno stražo. To je to. Ja, to je to. Hvala lepa. Hvala vam.